Pečo, projekt Plaža 2012 je v polnem teku. Kako napreduješ, kako se počutiš? Ja, počutim se super, je pa res, ne, da je v polnem teku. Zdaj ste me ravno kar ujeli, v bistvu ob koncu vadbe. Zdaj, če govorim o samih rezultatih, jaz pravzaprav zelo preveliko težo niti nisem imel toliko težav, mogoče kakšen kilogramček, 2, 3, sam neprimerno je bila razporejena. Del te moje lepe postave se je preselil v spodnji del, in zdaj v bistvu, se opravičujem, zdaj v bistvu delamo na tem, da bi se kilogrami prav razporedili. Sem v bistvu v dobrem mesecu izgubil 3 kilograme. Zdaj, jasno, ni še čist popolno, ampak sem pa že blizu perfekciji, dekleta že žvižgajo za mano spet ponovno, tako da sem zelo zadovoljen. Koliko uspešen je Pečo? Pečo napreduje ful, tako da uspeh se počasi pozna tudi na telesu. Jaz ga opazim, mogoče ga on sicer ne, zaradi tega, ker se vsak dan gleda, ampak ful mu gre dobro, vaja že vse pozna, tako da v enem mesecu pa pol sva kar naredila velik napredek. Sva že spremenila pač način treniranja, tako da porabila malo več kalorij, prej sva delala bolj na mišični masi pa na moči, tako da zdaj ga pa čaka kar malo bolj tak zahteven trening. Ampak treningi pa so kar naporni, to pa je res. Ja, v bistvu, začetek je bil mogoče malo bolj na easy, ker sem moral tudi malo moči pridobiti. Kakšno leto tole telo ni prav veliko gibalo, razen hoje po ravnem. Tako da ja, zdaj, ko so pa prišli v fazo bolj intenzivnih, pri malo višjem srčnem utripu, pa moram reči, da mi včasih tudi kar malo se zavrti in malo na pljuč, nisem na škrge diham. A bo imel do poletja six-packe, ko bo hodil po plaži, da bo je punca gledala za njemu? Ja, do tega poletja še ne, ni to tako lahko, no. Ampak... Na prehranosti bi si prej povedal, da zelo paziš, tudi v službi zdravo ješ, proteini so tudi za to poskrbeli, da se zdaj res zdravo prehranjuješ. Kateri pa so tvoji najljubši izdelki njihovi? So stvari tudi dobre, ni tako, da je zdrava hrana neokusna, kot mnogi mislijo? V bistvu je tako, tudi na moje presenečenje, sem se že prej ukvarjal tudi bolj kampanjsko, tudi kakšen fitness, ampak zdaj so mi pa malo bolj podrobno povedali, da če še tako priden telovadaš in če ne spremeniš tudi prehrane, rezultati bi bili, ampak bi bili veliko počasnejši pa na daljši rok. Hvala Bogu, moram pa res reči, da Proteini.si, največji ponudnik športne prehrane pri nas, je prijazno pristopil k projektu in me redno oskrbuje z vsem, recimo jem dodatne vitamine, zaradi tega, ker če naporno treniraš in tudi pač ješ malo manj, je fino, da dodaš v nos vitaminov, potem omega-3, nenasičene maščobne kisline, to je tudi nujno potrebno. Pa so mi ene vlaknine dali, ker jaz, ko so mi napisali prehrano, pa veliko zelenjave, pa to sem povedal, da jaz pa nisem ljubitelj zelenjave. Tako, Denis je rekel, ti pol pa kakšno solatko? Ne, Denis, solatko, Pečo, ne. Aha, ja je rekel, pa bi bilo pa fino, da dodamo vlaknine. Potem pa beljakovinski napitki po treningu, pa včasih tudi na mesto obroka. Moram pa reči, da to me je pa presenetilo. Sem mislil, da bo bolj brez okusa, ampak moram reči, da ga prav z užitkom spijem. Tako, tak šejk, bi ga spil tudi tako. Pa tudi čokolade po treningih ješ. Jaz imam danes tukaj zate eno, da boš po treningu si lahko prvoščil. Veš kaj, spremem to, bom rekel, nežno provokacijo, ampak draga moja, jaz prisegam na tole čokoladko. Prvič lahko rečem, da ima boljši okus kot tale vijolična. Tudi to me je presenetilo, da je lahko čokolada tako dobra, pa da praktično vneseš proteine, pa nič sladkorja. Super zadeva. No, se to je bil sam preizkus zate, tukaj da smo videli, a res zdravo ješ, a ne, ampak čestitam. Preizkus uspešno opravil, ne? Tako je. Čist drugače kot v šoli. Čist drugače.